In zdaj vabim k podiju gospoda Uroša Vajgla, državnega sekretarja z Ministrstva za okolje in prostor in energijo. Današnja konferenca je organizirana v sklopu Care for Climate projekta, ki ga vodi ravno to ministrstvo, in gospoda Vajgla prosim za njegov nagovor o tematiki trajnostnih stavb v projektu in pa o pomenu trajnostnih stavb za okolje. Zdaj bi vse naslednje sogovornike prosil oziroma predavatelje, da se držite teh 10 predvidenih minut. 2 minuti prej vas bomo opozorili, tako da bomo malo tolkli po mikrofonih in bi res prosil, da se tudi publika, če bo kakšno vprašanje, bomo zelo hitro pojasnjevalno vprašanje, sicer bomo ta vprašanja še naslovili tudi v omizju, ki bo potem v drugem delu. Hvala lepa in lep pozdrav vsem. Torej, v čast mi je, da v imenu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, se še tudi sami malo privajamo, da vas lahko pozdravim, sploh ker je ta dogodek v okviru enega evropskega projekta, ki ga vodimo. 2 tedna nazaj sem bil na enem dogodku o postavljanju temeljnega kamna Vilharije, ki ima ambicijo postati prva ogljično nevtralna stavba v državi. In takrat sem si mislil, da vstopamo v neke vrste prihodnost na ta način. Ampak hitra streznitev je bila, ker je v tistih dneh ravno IPCC podal novo poročilo, ki je v bistvu predstavljalo to, kar je dr. Potočnik že prej govoril. Se pravi, z vidika IPCC-ja, medvladnega znanstvenega panela, ki se ukvarja s podnebnimi spremembami, je bila ponovno potrjena ugotovitev, da nismo na poti do doseganja cilja omejitve temperature, porasti temperature na največ 1,5 stopinje glede na predindustrijsko dobo, da bi za doseganje tega morali do leta 2025 doseči vrh emisij v svetu in na to doseči nagla zmanjšanja teh emisij za 43% v letu 2030. V zadnjem desetletju pa smo izpustili največ emisij doslej. V nobenem desetletju doslej ni bilo izpuščenih več kot v zadnjem desetletju. To podnebno krizo spremljata tudi kriza biodiverzitete, kriza onesnaževanja. Preprosto, kot je bilo poudarjeno, porabljamo preveč virov. V bilancah toplogrednih plinov je sektor stavb umeščen v sektor široke rabe energije. Predstavljajo okoli nekaj dobrih 11% toplogrednih plinov v zelo ozkem načinu gledanja. Cilj, ki jo imamo v dolgoročni podnebni strategiji te države, je razogljičiti ta sektor do 2050 oziroma zmanjšati emisije za vsaj 70–75% do leta 2030. Vendar pa gradnja stavb in delovanje teh stavb povzroča bistveno več emisij, kot je ta delež, ki je v bilancah. Stavbe kot take predstavljajo 40% vseh emisij toplogrednih plinov, 35% vseh rabe virov v gospodarstvu, 40% energije, 12% pitne vode. Pomembno je več kot zgolj energija, ki se odraža v emisijah, pomemben je celovit okoljski vtis. In pomembno je tudi, da trajnostna gradnja upošteva, da se njene ambicije ne smejo končati takrat, ko se gradnja zaključi, ko objekt stoji. Ta objekt ne sme postati breme niti po koncu svoje življenjske dobe. Skozi rušenje recimo zgubimo kar 95% vrednosti, ki smo jo vložili v stavbo skozi materiale in opremo. Iz vseh teh razlogov je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v 2 evropska projekta vključilo cilje na področju stavb. V okviru tega Care for Climate, poleg tega stičišča, bi omenil 2 dejavnosti, čeprav so vse pomembne. In prva je oblikovanje kazalnikov za trajnostno gradnjo. V sodelovanju z RMK-jem poteka priprava teh kazalnikov. 11 teh kazalnikov se že pilotno uporablja in naj bi nakazovali trajnost pri graditvi. 5 kazalnikov je še v razvoju. Drugo področje, ki bi ga želel omeniti, je področje javnega naročanja oziroma zeleno javno naročanje. Javno naročanje sicer v celoti v naši državi predstavlja 11% bruto domačega proizvoda in s tem
kar precejšen signal gospodarstvu in družbi, precejšen signal oziroma vzvod za doseganje trajnosti. Skozi preučitev uporabe zelenega javnega naročanja smo ugotovili, da se zeleno javno naročanje uporablja, ima pozitivne učinke kot eno izmed področij, kjer je pa izkazan bistven potencial za ukrepitev, pa je področje rabe lesa v gradnji, rabe lesa v stavbah. Zdaj, ko smo razmišljali tudi že v preteklih nekaj mesecih v sodelovanju z drugimi ministrstvi, kako dvigati ta odstotek rabe zelenega javnega naročanja oziroma rabe lesa pri gradnji, smo ugotovili, da je en bistven razlog morda za pomanjkanje te rabe, je nepoznavanje strani uporabnikov oziroma strani naročnikov. Treba je narediti še kakšen korak več v utemeljitvi, zakaj je pomembno zeleno javno naročanje in tudi nuditi podporo za učinkovito uporabo tega. Zaradi tega v okviru Care for Climate obstaja tudi helpdesk, ki pomaga naročnikom pri uporabi zelenega javnega naročanja. Ministrstvo bo težko kot zakonodajalec z zakonodajnimi posegi vedno dohajal potrebe in inovacije, ki obstajajo in ki jih gospodarstvo že pozna. Zato je zelo pomembno oblikovanje in uporabo različnih standardov. Več o njih veste verjetno zlasti nekateri izmed vas bolje od mene. Pomembno pa je, da te standardi odsevajo celovito trajnost, se pravi, poleg okoljskih, ekonomskih, tudi sociokulturne vidike in tudi funkcionalno kakovost. In skozi te trajnike, skozi te kazalnike, ki se oblikujejo skozi projekt Care for Climate, pravzaprav prenašamo EU sistem Levels v domačo rabo. Drug evropski projekt, ki ga vodimo oziroma pri katerem sodelujemo, pa je projekt Deep Demonstration v sodelovanju z Climate Kids Evropskega inštituta za tehnologijo. Ta projekt je pravzaprav neke vrste test. Ali smo sposobni ali je državna uprava sposobna z inovativnimi metodami razmišljati o nekih najbolj kompleksnih in največjih izzivih, ki stojijo pred nami. Podobno kot to stičišče je namen tega, da poruši zidove med ministrstvom in zunanjim svetom, da spravi skupaj vse deležnike, da skupaj iščejo rešitve. Namen pa je, da skozi metodologijo, ki jo je razvil Climate Kids, to Deep Demonstration, poskusi neko sistemsko inoviranje uvesti kot standardno prakso na posameznih portfeljih in eden izmed portfeljev, ki jih je Deep Demonstration naslovil, je tudi kreditveni portfelj. Še enkrat poudarim dejstvo, da pri stavbah ni pomemben zgolj energetski ni pomemben zgolj neposredni energetski in okoljski vpliv. Poleg neposrednega vpliva gradnje in delovanja stavbe je pomembno imeti v oziru tudi posredni vpliv stavb. Na primeru Vilharje, ki sem jo omenil, je ena izmed prednosti tega objekta je umeščenost z vidika javnega potniškega prometa. Pomembno je tudi, da nudi druge pozitivne vidike kvalitete bivanja, se pravi zelene prostore, druge prostore, v katerih se počutijo stanovalci oziroma tisti, ki delajo v stavbah bolje. Naslednji vidik, ki ga lahko stavbe upoštevajo in ki bi ga morali upoštevati, je vidik krožnega javnega naročanja. O spremembi miselnosti, ta goods versus services, je bilo že rečeno, je dr. Potočnik že govoril. Sam bi povedal tudi en primer, da na Nizozemskem, začenši z letališčem Schiphol, se je izvedlo krožno javno naročanje, po katerem je nek ponudnik zagotavljal svetlobo kot storitev, ne nakup luči,
temveč svetlobo kot storitev. Tisti, ki je to luč nudil, je naročniku, ki je zahteval toliko pa toliko lumenov v enem prostoru, toliko pa toliko v drugemu, se mu je zavezal, da bo dobavil tako svetila, tako luči, da bo skrbel za njihovo vzdrževanje. Ko bojo luči energetsko bolj učinkovite, bo verjetno zamenil, ker je to njemu v interesu. Ne nazadnje pa bo tudi ponudnik poskrbel za luči oziroma svetila kot odpadek po koncu rabe. To je ena zelo pozitivna praksa, ki se je razvila na Nizozemskem in ni najbrž čisto slučajno, da v sodelovanju z nizozemskim veleposlaništvom maja odhaja ena ožja ekipa na neke vrste study visit, študijski ogled nekaterih vidikov trajnostne gradnje na Nizozemsko. Vesel sem, upam, da bom lahko da mi bojo obveznosti omogočale, da bi bil eden izmed njih. In gre za staro prakso, ko smo hodili dobre prakse vedno gledati v tujino. Upam, da bo kmalu prišel tudi dan, ko bo pa tujina prišla k nam pogledati kakšne dobre prakse. Taki projekti upam, da bojo tudi k temu pripomogli. Hvala vam za pozornost.